Gospod, hvala ti za tvoje maziljenje v tej kratki homiliji. V prvem berilu oziroma berilu smo brali iz prvega pisma apostola Janeza o ljubezni. Ker je ljubezen iz Boga, torej ljubezen, Marijino brezmadežno srce je tudi srce ljubezni. In krščanska vera je krščanska vera ljubezni. Tako je pred kratkim v enem pogovoru z tem znanim ateistom Dawkinsom imela pogovor znana aktivistka za človekove pravice Aja Irši, ki je bila Etiopka in je potem bila muslimanka in potem je bila dolgo časa ateistka, preganjala kristjane, pač se z njih norčevala, pa tudi zavračala islam in sedaj se je na novo spreobrnila v krščanstvo in je dejala, da je krščanstvo, to se vam splača pogledati na internetu, krščanstvo je vera ljubezni, je dejala, prav to občutim. Pravi, ko sem kritizirala islam, je vedno moralo biti z menoj več varnostnikov, da so jo ščitili, kajti njenega kolega, s katerim je en film posnela, so ubili sredi ulice z nožem in je bila tudi ona pod tako imenovano fatvo oziroma pod grožnjo, pod smrtno kaznjo. Pravi, ko sem pa kristjane kritizirala, so pa samo rekli, da se motim in da bodo zame molili. In tako pravi tudi njena izkušnja, da čuti sedaj, ko je kristjan, da ima ta kontakt z Bogom ljubezen in krščanstvo je predvsem ljubezen. Tako naj bi tudi mi bili po zgledu Device Marije in našega Gospoda odrešenika Jezusa ljubezen. Kajti brez ljubezni nismo nič. Naša molitev mora biti ljubezen. In ali je? Naše krščansko življenje mora biti ljubezen. Mi bi morali biti delavci ljubezni. In z ljubeznijo začnemo že takoj v pozornosti našega srca, ko izbiramo ljubezen, ko smo prijazni. Spomnim se ene mlade žene, ki je bila zadovoljna, ker jo je natakarica drugi natakarici predstavila kot izredno prijazno in ljubeznivo. In je bila zaradi tega vesela, ker tako se tudi ona obnaša. Vedno je ljubezniva in prijazna in uvidevna. In tako je tudi že ta prijaznost, ker začenjamo z ljubeznijo, je neka majhna ljubezen. Je prakticiranje ljubezni. Moramo biti kot kristjani dejavni na področju ljubezni. Pri Mariji v torti je dejal Jezus za tiste, ki so bili pogubljeni in je bil žalosten, v tem pravi Jezus, pa samo malo, vsaj malo ljubiti bi bilo potrebno. Vsaj malo ljubiti. Torej ni krščanstva brez ljubezni in ne moremo biti kristjani, ne moremo biti uslišani, tudi če naša molitev ni ljubezen v razumevanju, v duhu, v namenu, v prošnji, mora biti ljubezen. Marijino srce je brezmadežno, ampak je tudi morje Božje ljubezni v mislih, besedah in dejanju.